Moje ime je Petra in na Beletrini zadnjih 5 let skrbim za področje mednarodnega sodelovanja. Torej mreženje in trženje prevodnih pravic, organiziram pa tudi gostovanja naših avtorjev v tujini. Organiziramo jih vedno v sodelovanju z založbami, kjer prevod izide, v sodelovanju z lokalnimi kulturnimi inštitucijami, tudi s slovenskimi diplomatskimi predstavništvi in z lektorati slovenščine po svetu. Seveda je v času pandemije teh gostovanj manj oziroma se selijo na splet. Seveda nič ne more nadomestiti stika z avtorjem v živo. Hkrati pa vsebine na spletu ostanejo in si jih lahko ogleda, se jih udeleži tudi nekdo, ki sicer ne bi mogel osebno na dogodek in lahko si jih ogleda tudi pozneje. V časih pred pandemijo sem spomladi in jeseni živela iz kovčka v kovček in obiskala nekje 6, 7, 8 mednarodnih knjižnih sejmov, konferenc in drugih srečanj v tujini. Seveda nikoli nisem manjkala, tudi letos ne, v Frankfurtu, kjer ima Beletrina že več kot 10 let svojo stojnico. Redno obiskujem London, Torino, Leipzig. Bila sem na knjižnih sejmih vse od Guadalajare v Mehiki do Šardže v Arabskih Emiratih. Hi Sarah, can you hear me? Hi, yeah, I can hear you. Zelo pomembno, mogoče najpomembnejše je, da smo s tujimi partnerji, uredniki, založniki, agenti in skavti v stiku ves čas, da se ne srečujemo samo na knjižnih sejmih. Odlično, vidimo se onda v Puli. Pri tem je seveda zelo pomembno tudi, da me partnerji spoznajo, da mi zaupajo in da vejo, da jim bom ponudila res dobre knjige, ki bodo šle v njihov program. In recimo leta in leta sem se trudila vzpostaviti stik z eno blazno zanimivo ameriško literarno založbo in urednik se ni nikoli odzval, potem mi je pa lani napisal e-mail, da je sam izjemen fan Luke Dončića in da ga zanima tudi slovenska literatura. Beletrina ima tudi mednarodno spletno stran, ki je namenjena prav literarni agenciji, torej trženju prevodov, in na tej strani so predstavljeni avtorji in knjige, lahko si uredniki preberejo odlomke, vidijo recenzije in tako. V zadnjih 5 letih smo prodali 110 licenc za prevode v 26 različnih jezikov. Recimo samo letos smo dogovorili 26 prevodov, kar je glede na to, da se Beletrina ukvarja praktično zgolj z leposlovjem in v delu stvarno literaturo, za odrasle kar veliko. In jaz sem še vedno neizmerno vesela vsake nove pogodbe, vsakega novega dogovora in vesela tudi vsakič, ko dobim iz tujine paket z novimi knjigami. Vsak prevod našega avtorja v tujini, vsaka izdana knjiga pomaga pri tem, da je slovenska literatura vedno bolje poznana in jaz sem izjemno vesela, da smo na tem področju tako uspešni.